Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi fajn sledilci, gledalci, poslušalci. Spet v našem fajn podcastu, kjer inspiriramo ljudi za to, da bi sledili svojemu srcu in vedno gostimo goste, ki jim to že zelo, zelo uspeva. In ne boste verjeli, danes je z mano v karantenskem podcastu svetovno znan slovenski glasbenik, vrhunski violončelist Luka Šulić. Pozdravljeni. Ja, najlepša hvala za takšno najavo. V prvo si uspela, v drugo, ajde, naj ti Tako da, vsaka čast, hvala. Lepo je se pogovarjati v teh večernih urah, otroci spijo. Tako. Oba otroka spita, tako da upam, da tako tudi ostane. Ja, en taki mir nas prevzema, ne, zvečer. V bistvu je ful lažje, se mi zdi, da je ful lažje, ko otroci zaspijo, iti nekako nazaj v sredino sebe in narediti še kaj za fokusom. Ja, edini problem je, ker to traja 10 minut, pol pa si že sam tak bogi pa utrujen, da nimaš glih dovolj časa biti v nekem fokusu. To je res. Kak si naredila, tak? Ja, kao sredina, pač ne. Tak, ja, pa tak zaspiš na kavču. No, ampak kar je, verjetno se ti kar srečuješ zdaj z tem nekim, za kar veliko spremembo, ne? Ker kot glasbenik, taki profesionalni, si pa mogel nekako biti v fokusu, ne? Ali ta fokus pride, ko stopiš na oder, kdaj se to zgodi? Za mene... Časa za utrujenost pa tudi verjetno ni bilo takrat, ne? Zdaj lahko rečeš in bolj postaneš utrujen in zaspiš, kaj pa sicer? Moram priznati, da tako utrujen, ko zdaj nisem bil še nikoli, ko imam dva mala otroka, tako da, čeprav sem dal dosti tega skozi na moji glasbeni poti, res od študija do srednje šole skupaj z študijem, do izpitov, matur, v bistvu sem isto leto diplomiral pa maturiral, tako da je bilo od 15. do 18. 19. leta je bilo kar pestro, no. Sicer pa imam občutek, da tak že od svojega 5. leta garam, ko da kopljem v rudniku, tako da sem navajen vsega hudega. Ampak je čisto drugače, če človek koplje v rudniku v bistvu in si to in to dela z vsem srcem, ker mu je to fajn, ne? Jaz ne vem, če je sicer komu zares v rudniku fajn kopati, ampak ti vseeno kljub temu, da čisto drugače je garati, če delaš to, kar te veseli, ne? Zdaj ti izviraš iz glasbene družine že v bistvu, ne? Tako da pri tebi se je to kar hitro začelo, ne? Praviš, da že od 5. leta garaš. Ja, meni so pač oprali možgane že od malih nog, da mi je to, kaj delam, fajn, tako da pol ti je pač fajn, če ne veš, če ne poznaš nič drugega. Pol je, ne, hecam se, valjda, mislim, imel sem podporo od svoje družine od samega začetka, ampak res da je, da sem začel zelo zgodaj, pri svojih 5 letih, tako da nekega drugega življenja nisem niti poznal, ne, in mi je violončelo, glasba, to mi je bilo vse, ne. In potem kasneje, v zgodnjih najstniških letih, ko si mogoče začel razmišljati, če bi lahko počel kaj drugega, pa je tako bilo že prepozno. Ker v bistvu ne, vsak človek ima neke dvome v nekem obdobju in vse skupaj, ampak je bilo že toliko truda in časa, energije vloženega v to, da sem v bistvu vesel in srečen, da sem pol vztrajal do konca v teh nekih prelomnih letih. To se ponavadi začne dogajati tam, ko začnejo hormoni cveteti. Ja, mislim, se mi zdi, da je to si kar dobro omenil to obdobje, zato ker res, če zdaj govoriš o najstniških letih, pa tudi mogoče še malo kasneje, ko se človek osamosvaja, ne, in si skuša neke temelje za življenje, si mogel verjetno v enem trenutku, zdaj ne vem, kak je bilo, meni se zdi, kot da je te kar peljala ta tvoja pot nekak, ne, v bistvu si v Mariboru začel, recimo z glasbeno šolo, pol pa preko Zagreba na Dunaj, pa do Londona, ne, potem pač in
Sigurno pa si imel pač na tej poti tudi neke pomisleke verjetno, ne? In si v enem trenutku se vprašal, ali res hočem biti profesionalni glasbenik in živeti za glasbo, ne? Ker vem, da v dostih, ne vem, člankih se da o tebi prebrati, pa tudi sicer vem, ti pomeni tudi družina, ne? Se pravi, ta konflikt je pri tebi sigurno bil, ali pa ta pomislek, no? Se spomniš tega trenutka? Zdaj, kar se družine tiče, pa to je vse prišlo dosti kasneje, pa res, da sem pač imel neke dvome v teh najstniških letih, seveda. Po drugi strani pa, ko sem prebrodil to krizo, sem pol v bistvu zagrizel do konca, ne, do maksimuma in res dal celega sebe v to, kar delam, v glasbo, v svoje izpopolnjevanje na moji glasbeni poti in to je bila tista prelomnica, no. Zdaj, kar se pa družine tiče, jaz sem vedno bil družinski človek, vedno sem si želel imeti otroke, dokler ni prepozno. Zdaj ne bi rad glih zgledal, da ljudje ne vejo, če sem dedek ali sem oče. Tako da, zdaj je v bistvu največji izziv usklajevanje teh dveh aspektov družinskega življenja in moje glasbene poti, kariere. Ampak za mene eno brez drugega ne obstaja, ker to je tisto, kar me izpopolnjuje kot človeka in kar mi v bistvu daje zagon, meni družina in otroci in vse skupaj, to življenje mi daje eno kontrautež vsemu temu, kaj počnem in nek večji smisel, tudi energijo, čeprav zdaj nisem glih kaj naspan, ampak gledam na življenje iz nekega globljega vidika. Otroci, družina, to mi je vedno ogromno pomenilo. Zdaj pa, ko imam dejansko svoje otroke, mi še pa več pomeni. Ja, verjamem, ja, pa v bistvu zdaj je tudi ta neka priložnost, da dejansko si v otrocih in da jih spremljaš in da jih začutiš, ne? In zdaj verjetno se vseeno to da tudi vse te emocije, pa vse te neke, tudi skozi glasbo nekako izraziti ali pa podoživeti, ne? Glasba verjetno je pri tebi življenjsko tudi neka terapija, nek umik v ta tvoj svet. Ja, absolutno, mislim, glasba je del mene že od samega otroštva, tako da brez tega ne morem, ne. In je res, da zdaj recimo imam dosti manj časa za neke svoje zamisli in ideje, ampak tudi za to bo čas, si rečem. Zdaj je glavno biti z otroci, sploh v tej fazi, ko so zelo majhni, mislim, da je to čas, ki ga nikoli ne moreš dobiti nazaj. In probam biti tukaj prisoten vsako sekundo, v vsakem trenutku, v sedanjem trenutku, kot pravijo veliki guruji našega časa. Ampak je to res, ne, je to res dejansko. Ja. Ampak to pol, kaj dobiš od svojih otrok, to gledaš, kako rastejo, sploh zdaj, ko sta 2 in začneta že v bistvu komunicirati med sabo in se malo igrati. Starejši sin je začel tudi vedno bolj sprejema mlajšo sestrico, tako je nekaj tako čudovitega. Najlepši so pa, ko spijo zvečer. Takrat jih imamo najrajši. Ja. Res je. No, ampak če se vseeno malo vrnemo zdaj nazaj v ta burna leta 2011 je bilo veliko prelomno leto, če se ne motim, za tebe. V bistvu sta z prijateljem Stefanom Hauserom ustanovila ta band Two Cellos, oziroma sta najprej zaigrala Mat in sta potem v bistvu, kaj je eksplodiralo, ali kak je bilo, se spomniš teh trenutkov, ko se ti odprejo svetovna vrata naenkrat kot fontana, jaz si tako to predstavljam. Je, fontana, ja. Mislim, bilo je, zdaj lahko bi napisal 5 knjig, posnel 10 filmov o tem, kaj se nam je vse dogajalo v tistem obdobju, ampak na kratko je bilo to zelo eno turbulentno obdobje. Oba dva sva bila študenta, Stepan je že končal študij, jaz sem glih tisto leto prišel v London na magisterij in sva v bistvu imela malo že pun kufer vsega študiranja,
ker klasična glasba je, mislim, zelo težko je uspeti vse pri vsaki stvari, ampak sploh tu, če si iz naših prostorov, sva v bistvu ugotovila, da ti noben ne more pomagati, razen da sama sebi pomagava. In tu sva videla priložnost v tej tehnologiji, moderni internetu, ne? YouTube, platforme. Midva se začela v bistvu, ko je bil YouTube še dokaj sveža platforma, ni veliko glasbenikov se prebijalo prek YouTubea in vse se je nekako poklopilo. No, jaz sem glih takrat bil na študiju tam, on je bil v Londonu in v bistvu začelo se je z dolgimi sprehodi ob Temzi, celo noč sva po 9 ur se sprehajala, planirala, kaj bi lahko naredila skupaj. Poznala sva se že od prej, ampak nikoli nisva imela to priložnost nekaj narediti. Tako da je iz teh nekih pogovorov in sanjaren in vizij sva pol začela in prva stvar, ki sva jo naredila, je bil kot nekakšen veliki pok, vse je eksplodiralo, ta Smooth Criminal, legendarni. V tem obdobju se je dogajalo tudi tisto z Michaelom Jacksonom, mislim, da je glih umrl tisto leto in glih v Londonu je moral imeti tistih ne vem koliko koncertov v O2 areni, in ki se potem niso zgodili. Vse se je dogajalo, vse je bilo povezano, tudi leto, tudi datum, ko so objavila videospot, je bil 20.1.2011, nekaj numerologije, mislim, najne dve energije sta se združile, vse je eksplodiralo. Takrat sem bil na Royal Academy v Londonu, kjer sem bil tudi, del moje štipendije je prihajal iz Elton Johnovega sklada, da sem lahko tam študiral brezplačno. In seveda je ta video prišel tudi do njega in me je v bistvu potem kontaktiral sam Elton John preko šole, v bistvu dekan me je poklical v pisarno k njemu. Jaz sem prvo mislil, da imam neke težave, da bo zdaj problemi, ker ta najn videospot in način, kako igrava, ni bilo nekaj, kar vidiš na tako resni inštituciji, kot je Kraljeva glasbena akademija. Zmislil, kaj bo zdaj to? Ampak glih to je bil v bistvu disruption, ne? To je bilo nekaj drugačnega, nekaj, s čimer sta v bistvu lahko pritegnila pozornost. Ne? Ja, ampak vse je bilo povezano. Tudi Elton John je bil tam kot otrok študent in je kasneje, ko so se pogovarjali, pritoževal, kako je bila ta inštitucija zelo konzervativna in tako da se je v bistvu nekako še bolj navdušil zaradi te naše izvedbe in da ne igrava samo klasiko in da igrava s takšno energijo, tako da je nekako še bolj zapalo, ne, po domače. Ja. Ampak se ti spomniš mogoče takrat teh občutkov, ko te dejansko to doleti, veš? Da dejansko nekdo taki, kot je Elton John, pač hoče od tebe nekaj, zares. Meni je bilo to zelo stresno, ker jaz nisem poznal nobenega drugega sveta kot teh not, teh partitur, te klasične glasbe, ki sem jo preučeval celo svoje življenje, posvečenost mojemu inštrumentu in zdaj naenkrat kliče Elton John, show business svet, glasbena industrija, o ničemer nisem imel pojma, tako da so v bistvu tudi ti intervjuji, mediji, naval, z vseh strani televizijski šovi, tako da sem v bistvu probal plavati, koliko znam in morem. In se prilagajati s časom. Je pa res, da je to bil samo začetek najne poti, komaj potem se je začelo pravo tisto delo in da so se v bistvu iz te enkratne YouTube senzacije uspela razviti nekaj bolj resnega. So bile tu razne pogodbe, prva z veliko založniško hišo Sony, potem prvi management, s
s katerimi sva imela probleme, potem odvetniki, pa drugi management, pa tretji, pa mislim. Klasično pestro pač. Ja, pač to mora vsak dati skozi, no. Ja. Vse te velike biografije, velikih glasbenikov, bendov, ki jih čitaš. Bujejo te zgodbe, ja. Vsi so to dali skozi in to je enostavno del tega. Ampak verjetno je pomagalo, da sta bila dva, ne? In da sta se v bistvu med sabo že odprej dobro razumela, da sta nek connection imela in sta nekako si potem tudi verjetno krila hrbte, ko sta imela, upam, da krize izmenično. Ja, mislim, seveda je lažje dvoje. Sploh, mislim, ta najna zgodba je v bistvu zelo specifična. Mislim, to je v bistvu en glasbeni fenomen, ki se ga v bistvu ne da opisati, no. Tako jaz gledam na to. Sva si zelo različna tudi po karakteru, recimo jaz Stepana zelo spoštujem, je pravi vizionar, ima vizijo in je kot tank, ko si nekaj začrta, gre do konca, kar meni mogoče kdaj manjka, imam pa tisto neko stabilnost, trezno glavo, recimo. Tako da v bistvu se nadopolnjujeva perfektno na različnih področjih in to je v bistvu ključ vsega, cele najne zgodbe. Tako glasbeno, kot življenjsko, kot inspirativno, v bistvu. Na vseh področjih sva ko yin in yang, recimo, no. Tako da... Vse to je neki predpogoj verjetno bil, da sta lahko vse to, ves ta pritisk, ki se je naenkrat zlil na vaju in si marsikdo misli, da je fajn, ko se to zgodi, ne, ampak da sta ga v bistvu, mislim, ti si verjetno sedel na ta tank od Stepana in sta šla naprej, ne, in pol si tudi, ne, sta se dopolnjevala. Ja, ogromno je bilo tudi stresa in vsega, ampak mi imamo srečo tu na Balkanu, da imamo ta naš humor, ki nas rešuje in nič ne jemljemo preveč resno. Tudi ko, mislim, znamo videti stvari, po moje, mogoče tudi zaradi našega odraščanja, ker so odraščala pa dva skromno in dala to najno pot glasbeno od samega otroštva. Ljudje vidijo samo tisti uspeh, tisti boom, ne vidijo pa dela 20-25 let pred tem, da so imela tudi moralne, delovne temelje, ni naj odnesla slava, ne vem kaj. Tudi naprej, ko sva živela normalno, skromno, ko da sva še študenta, tudi ko sva začela služiti nek denar, tako da to pa ta balkanska kmečka, seljačka, kako se reče, pamet pa intuicija nam je vedno bila v pomoč in so v bistvu... Da sta ostala... Ja, dosti stvari vidiš bolj, ko recimo bi nekoga drugega prevzele ali pa odnesle ali pa jih ne bi znali, kako bi rekel, poštekati iz prve. Če pa imaš to neko balkansko, seljačko pamet, pa humor, pa s humorom tudi. Tudi če je kdaj naporno, pa se pol temu smeješ in to je tisto v bistvu. Ful lažje pač potem te stresne situacije, pa tudi tiste neke izzive premagaš, ne? Ja. Povej mi, to te moram vprašati, ne, mogoče bo zvenelo ful klišejsko vprašanje, ampak ker ravno govorimo o srcu, pa tudi o tem balkanski neki strasti srcu, kje ti je bilo boljše nastopati, v Puljski areni ali v Sydneyski operi, recimo, ne, ki si bil pač po vsem svetu? Ali pa če imaš ti še kak drug kraj, ampak pač to je, se mi zdi taka zanimiva primerjava, ker je doma ali pa na drugem koncu sveta. Ja, jaz imam vedno rajši manjše prostore, bolj intimne, tako da mogoče Sydney opera. Tudi rajši nastopam v zaprtih dvoranah, akustika v Sydneyski operi je fenomenalna. V Pulji je pa ambient prečudovit, ampak se nekako na večjih prostorih, ker je v narekovajih preveč ljudi, se ta energija mogoče malo bolj razprši in ljudje doživijo koncert mogoče bolj kot nek audiovizualni spektakl, ne pa toliko, ne čutijo pa glih tisto energijo, ki jo mogoče čutijo v manjših, bolj intimnih prostorih, ki jo pol tudi jaz v bistvu čutim na odru. Tako da vedno so mi bile bolj
ljubše, bolj intimne. Ima pa vse svoje čare in sem hvaležen za vse priložnosti in vse te velike dvorane. Eden najljubših koncertov mi je bil, ko sva nastopa z Red Hot Chili Peppersi v Zagrebu na Hipodromu pred 40,000 ljudmi. To je bil dejansko koncert na domačem terenu in sva odprla njihov koncert prvo. Polje ob strani, medtem ko sva igrala svoje komade, nas je njihov bobnar Chad Smith poslušal in sva prišla dol z odra, sva morala iti še odigrati 1-2 komada in je rekel, da bi on rad z nama zašpilo nekaj. In se nam je pridružil na odru in to je bilo noro, toliko adrenalina nisem doživel še na nobenem koncertu. On je tuj med tem, ko je bobno razbil bobn, mislim, ljudem folku se je trgalo. Kasneje, verjetno, ki se zgodi samo od sebe, ne? Ko se ljudje najdejo skupaj. In na odru in v bistvu tudi to energy pobere publika. Ne? Ja, to pa tak, mislim, kasneje tudi sva igrala z celim bandom Californication, improvizirali na odru. Ostale člane benda sva v bistvu spoznala, komaj na odru, pa smo že skupaj ustvarjali glasbo, jamali, kako se to reče v slengu. Ja, mislim, da bo to kar vsem razumljivo, jam, ja. Fashion. Jo. Ampak zdaj ste se pa odločila, da gresta malo še samostojno, ne? Ful si zanimivo omenil v enem zapisu, da je tu Čelos kot neki tovornjak, ne? Ki pač vleče naprej ali pa je pripeljal mogoče do neke točke vaju in ti si se odločil v bistvu na tej svoji samostojni poti, da predstaviš Vivaldija in to z violončelom, kar je v bistvu še nenarejena stvar na svetu v zgodovini, ne? Ja, meni je bila to želja dolgo časa in po tej izkušnji s to čelo sem začel tudi na klasično glasbo in na glasbo nasplošno gledati iz nekega drugega zornega kota, kako predstaviti nekaj novega, narediti nekaj novega, kar sva počela tudi s to čelo. In se hotel v bistvu klasično glasbo tudi na ta način narediti nekaj novega za violončelo kot inštrument, kar si noben bil toliko nor, da bi naredil 4-letne čase, ki so v bistvu za violino in so tudi za violino izjemno tehnično zahtevni, odigral na čelu. Tako da je bil to za mene osebno kot violončelista ogromen izziv, hkrati pa je to mojstrovina, ki jo poznajo ljudje, ker je z razlogom mojstrovina za vse večne čase. V bistvu to neko novo publiko, ko nosim iz sveta tu čelo, tudi navdušim za samo klasično glasbo, kar je ena od mojih življenjskih misij. No. In prepričana sem, da ti to že, si imel že nekaj koncertov pred korono, ne? Pre-corona concerts. Prepričana sem, da se bo lahko to nadaljevalo tudi po koroni. Jaz mislim, da kar se glasbe tiče, bo vse ostalo, ker glasba je preživela že vse najhujše in bo tudi to, sem prepričana. Ampak kaj sem hotela reči, je pač to, da se mi zdi mojstrovina že samo, ko pomisliš na Vivaldija, ker on v bistvu mora zveneti lahkotno, ampak zadaj pa je kar izziv to tak zaigrati, no. Mislim, to je bil glavni izziv, kako odigrati najbolj briljantno to partituro, ki je za violino. Da ne bom zdaj razlagal neke tehnične detalje, da mi nimamo najvišjo struno, ki jo imajo violinisti, pa še vse skupaj oktavo niže, polčelo sam po sebi ni tako briljantni inštrument, tako da si polomiš par prstov, ko probaš to zaigrati. Ko da bi recimo igral nogomet v pancerih, to da probam laikom nekak dati. Ja, predstavljam. Ja. Tak da. Sicer ne veš zdaj po karanteni, kak se bo igral nogomet, ne? Ker zdaj se bo vse spremenilo. Tak da. Z maskami, vsi igralci bo imeli maske. Tak da. Ja, super. Zdaj v bistvu sva prišla do konca našega podcasta, ampak vseeno mi vedno zaključimo še z enim takim vprašanjem, ki je zelo pomembno, se mi zdi,
pač vsak človek, ki zdaj uspe delati že to, kar ga veseli, sigurno ni do tega prišel kar tak, ne. In na tej poti, ko v bistvu se tudi v sebi noter borimo dostikrat, tako kot si rekel, tudi ti si imel čeprav si imel podporo, čeprav so se ti stvari mogoče odpirale, čeprav si bil povezan z glasbo skozi, ampak si imel tudi na trenutke, ali pa si imel v enem obdobju mogoče te neke pomisleke, ali je to res to, kar bi jaz skozi rad. In potem vseeno to nekako premagaš. In me zanima zdaj, kaj se ti zdi od vsega tega, kar si zdaj v življenju doživel, in doživel si res ogromno, je najpomembnejše v človekovem življenju? Kaj si se ti do zdaj naučil? Najpomembnejše? Težko, mislim. Za mene je trenutno, ne trenutno, so sigurno najpomembnejši družina, otroci, ker to, ko se ti rodi otrok, to se ne more primerjati z nobenim drugim občutkom. Te emocije, ki jih doživiš, to je v bistvu največje čudo življenja. Otroci, družina. Se pravi, da zna človek v bistvu to doživeti, ne da veliko ljudi, ne vem, preveč, kako bi rekel, ne dojemajo to kot nekaj čarobnega, posebnega, mogoče, ampak to dejansko je največje možno nedoživetje, največji možni dosežek človeka, da ustvariš novo življenje. Pa recimo, kasneje pa, da seveda tvoji otroci zrastejo v normalne, odgovorne, dobre ljudi, sočutne, to je recimo second step življenja. To, ne, se pravi, v bistvu, ko otroka nekako spraviš na svet, v bistvu spraviš na svet eno novo bitje, enega novega človeka in ti si tisti, ki mu moraš pokazati pot, kaj je prav in mu pomagati, da se oblikuje v to, tako kot si rekel, ne. Ja, usmerjati ga, čeprav jaz verjamem, to vidim tudi po svojih otrocih, da se vsak rodi že s svojim karakterjem, svojo voljo. Tako da na neke stvari sigurno ne boš imel toliko vpliva, koliko si mogoče predstavljal ali pa zadal, ne? Ker vsi starši seveda hočemo svojim otrokom najboljše, ampak mogoče včasih utopično mislimo, da bomo lahko vplivali na čisto vse odločitve. V naši moči, ne? Ampak največ, kar lahko narediš, pa moje, da si ti sam njim najboljši primer, najboljši možen primer, ki ga lahko gledajo in živijo z njim dejansko in ne samo zavestno, tudi podzavestno iz tega črpajo neke pozitivne stvari in smernice za njihovo življenje. Tako. Hvala ti, Luka. Mislim, da lahko s tem zaključiva zelo inspirativni podcast, še posebej za vse starše, ki hkrati tudi se trudijo v bistvu delati stvari, ki jih veselijo, se pravi, vsi prizadevajo, da bi istočasno tudi sebe razvijali, ker tudi to se mi zdi recimo pomembno, ne, da v bistvu jaz mislim, da najboljše, kar lahko daš otroku, je to, da si ti v redu in ti si v redu takrat, ko nekako gradiš sebe. To je tudi res, seveda ne smeš zanemariti svoj osebnostni razvoj, delati na sebi tudi, ampak tu so tudi potem kompromisi, recimo, jaz ne bi nikoli mogel delati toliko na sebi in se posvečati tudi glasbi, zdaj ko imam otroke, če ne imel podpore od svoje soproge, od doma, tako da ja, v bistvu celi mehanizem mora funkcionirati, da vse funkcionira. Ja, tako. Če nekaj ne funkcionira, seveda tudi moja žena mora imeti čas za sebe, za ne samo jaz, se pravi tudi jaz moram se včasih odreči nečesa, ampak to je vse del življenja, give and take. Tako, v bistvu skozi ta neki balans, ne. In sočutje, tako kot si rekel, ne? Se pravi, sočutiti, ne samo čutiti sebe, ampak tudi druge. Tako. In jaz mislim, da je to čudovit zaključek današnjega Fine podcasta. Ostanite sočutni in inspirirani naprej, sledite nam še naprej. Luka, hvala ti, želim ti lep večer še naprej in enako. Fine poti. In tudi nasvidenje.
Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.